Dober večer, želim vsem skupaj na začetku 28. seje občinskega sveta. Lepo pozdravljam tudi predstavnike medijev, poročevalce, predsednico nadzornega odbora, gospoda poslanca, kam se je skril? Točno tamle je. Uvodoma moramo opravičiti odsotne Peter Koren pa Branko Založnik, sta se opravičila, pa prisotnost 21, sklepčni smo. Lahko začnemo z rednim delom in sprašujem, če so glede zapisnika zadnje seje, 27. seje, ki je bil priložen tudi vabilu, kakšne pripombe, dopolnitve? Ugotavljam, da ne, zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi zapisnik 27. redne seje občinskega sveta. Kdo je za potrditev? 20 za, proti pa nihče. Uvodoma bi še dal eno pojasnilo, ker se pojavlja različna vprašanja in nejasnosti. Danes obravnavamo predlog statuta v prvi obravnavi in če bo ta potrjen, bo na novembrski seji druga obravnava in pa tudi poslovnik. Se pravi, gremo nekako po hierarhiji pravnih aktov, da ne prihitevamo, niti ne zaostajamo. Skupaj z vabilom ste dobili tudi predlog dnevnega reda, s tem, da umikam 5. točko, to je predlog pravilnika o oblikovanju in uresničevanju programa cepljenja proti okužbam s humanimi virusi papiloma HPV za dečke v občini Slovenske Konjice. Namreč razlog je, da je po tistem, ko so odbori že obravnavali to gradivo, ko so prišle te pobude, je bil ta predlog obravnavan tudi v okviru skupnosti občin Slovenije in na predsedstvu v torek je bilo dano eno priporočilo oziroma sklepe predsedstva in sicer pravi takole, danes je pa prišlo tudi to v pisni obliki in hkrati je bilo že strani skupnosti občin dana pobuda oziroma zahteva na Ministrstvo za zdravje ter na Nacionalni inštitut za javno zdravje, da stroka pretehta upravičenost oziroma koristnost takšnega cepljenja in da ga uvrsti v nacionalni program, tako kot je bilo pred leti to za deklice. In predsedstvo hkrati tudi zavzelo stališče, da je nedopustno, da obravnavamo državljanke in državljane različno po odvisnosti od občin, ampak je to stvar nacionalnega programa. In sicer predsedstvo pravi tako, da ne nasprotuje pobudi, da se cepljenje za fante 6. razredov osnovnih šol uvrsti v program cepljenja in zaščite zdravili, vendar je potrebno predhodno preveriti učinkovitost cepiva za fante, saj so se pri cepljenih deklet pojavili strokovno utemeljeni dvomi o zanesljivosti preventivnega cepljenja in tako naprej. Predsedstvo skupnosti občin pa nasprotuje, da občine na pobudo raznih zdravstvenih zavodov in drugih krijejo oziroma zagotujejo finančna sredstva za cepljenje proti okužbam s HPV za fante. To vrstna preventiva nikakor ne sodi med naloge lokalnih skupnosti, zato pričakuje, da se krije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma da ga financira država. Zato predsedstvo skupnosti občin Slovenije priporoča občinam, da zavrnejo pobude o podpori cepljenja proti HPV za fante. Se pravi, kot predlagatelj to točko umikam, dokler se ne bojo razjasnili oziroma na kak način se bo to reševalo. Sprašujem, če so glede ostalih točk dnevnega reda potrebne kakšna spremembe, pojasnila. Gospod Štromajer. Ja, hvala za besedo. Točka številka 1, predlog odloka o rebalansu občinskega proračuna premakne in sicer, da se premakne pod nekdanjo točko številka 7, se pravi pod sklep o soglasju o ceni socialno-varstvenih storitev pomoči na domu in na domu. Zakaj? Zato, ker smatram, glede na to, da in sprememba cen vrtcev in sprememba
socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu stopita z veljavo po predvidenem dokumentu, ki ga imamo na mizi, o katerem bomo razpravljali s 1. novembrom. Glede na to, da bo to tako ali drugače potencialno lahko vplivalo na proračun, zdaj odvisno od odločitve, ki jo bomo sprejeli, se mi zdi smotrno, da prvo obravnavamo to, če se bo občinski svet odločil za spremembo cen oziroma se bo občinski svet odločil, kakšen način bo občina to sofinancirala oziroma financirala in na podlagi tega potem lahko logično seveda sprejemamo rebalans, ki temu sledi. Gre za v bistvu nek normalen postopek, ki ima rep in glavo, zelo prvo določimo, kaj ima občina namen financirati, potem pa določimo rebalans proračuna, kako bomo to naredili. Prosil ne je vodja službe za finance na občini, da da pojasnilo, ampak moja predstava je le, da rebalans ureja stvari za stvari, ki se odstopajo od letošnjega plana in da nima vpliva na spremembo cen, to bo pa penilo to seveda na spremembo v proračunu. Pa prosim gospod Natašo Fabijan, da da pojasnilo k temu. Moje mnenje je, da glede vrtec je prva stvar, ki je, se postavka ne spreminja in tudi v primeru cene se postavka ne bi spremenila in isto za cene za domove, to za oskrbo, to delo na domu se ne spreminja, ker tudi to pa vpliva šele na drugo leto, šele pol leta, da tu ni spremembe, tudi če je sprememba cene, tudi spremembe. Prav, hvala za pojasnilo. Še kakšen predlog? Če ne dajem predlog gospoda Štromajerja, da se ta točka, sicer je pravilo so takšno, odloki in tako naprej, na koncu so ti razni sklepi po dnevnem redu, ampak ne glede na to, dajem ta predlog gospoda Štromajerja, da se prva točka premakne na, čeprav razumem, na sedanjo 7., da se zamenja. Jaz sicer potrebe ne vidim, dajem pa ta predlog na glasovanje, kdo je za takšen predlog. 1, 2. Devet za, proti. Tam še gospod Hača. 12 proti, 9 za. Ja, štima, 21. Ugotavljam, da ta predlog ni sprejet, zato dajem predlagani dnevni red z preštevilčenjem od 5. točke, se pravi brez 5. točke in ustreznim preštevilčenjem na glasovanje. Kdo je za sprejem dnevnega reda? 16 za, proti? Proti nihče. Hvala lepa. Ugotavljam, da imamo sprejet dnevni red. In prva točka je predlog odloka o rebalansu proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2017. Gre za hitri postopek. Tu bom prosil vodjo oddelka za finance, gospod Natašo Fabijan, za uvodno obrazložitev. Dobro večer vsem skupaj. Pri pripravi predloga rebalansa za leta 2017 smo v prvi vrsti upoštevali določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki se je med drugim spremenil tudi v delu, ki govori o povprečnini. Povprečnina se je zvišala za 3,5 evra iz 530 evrov na 533,5, kar v skupnem znesku pomeni 53.190 evrov več sredstev ob seštevku dohodnine in finančne izravnave. So se pa na določenih postavkah pokazala odstopanja in je dosedanja realizacija narekovala tudi nekaj sprememb v predlogu rebalansa. Med večjimi spremembami pa so davek na dediščine in darila, ki se zmanjšuje za 30.000, sredstva za globe in prekrške se zmanjšuje za 10.000 in pa sredstva za komunalne prispevke 60.000. Nekaj večja realizacija, in s tem pričakujemo tudi večjo realizacijo ob koncu leta, pa se je pokazala pri davku od premoženja, plus 6.000, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč 10.000, okoljski dajatvi 19.000, pri prodaji stavbnih zemljišč 30.000, pri najemnini za infrastrukturo plus 41.000, to predstavlja predvsem najemnino Cero Pragersko,
Prejeli pa smo tudi odločbo, na osnovi katere bomo prejeli državna sredstva za sanacijo plazu v višini 38,5 tisoč. Največje odstopanje na prihodkovni strani pa se je pokazalo zaradi prenosa zaključka investicije vrtcev v drugo leto. Zaradi tega bomo del kredita počrpali v prihodnjem letu v višini 340,800 evrov, kakor tudi nepovratna sredstva za vrtec Loče, saj jih lahko prejmemo šele po zaključku investicije, to pa je višina 365 tisoč. Tako so se prihodki z zadolževanjem v predlaganem rebalansu zmanjšali za 564,527 evrov, kar predstavlja 4%. Na odhodkovni strani se je pokazala največja potreba po zagotovitvi dodatnih sredstev na področju varstva okolja. Zaradi nedokončanih del za priključitev industrijskih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje v OC Konus, zaradi slabih vremenskih pogojev in oteženega izvajanja gradbenih del v lanskem letu, se je na postavki pri zaključnem računu tudi pojavil ostanek sredstev. Med letošnjim letom je bilo na področju varstva okolja nekaj prerazporeditev zaradi nemotenega dela, zdaj pa se je na teh postavkah pojavila potreba po povečanju. Na področju gospodarskih dejavnosti se je povečal znesek za LIDER projekt, postavka se povečuje za 27,500 evrov, za kar smo dobili odobrena sredstva, ki jih bomo prejeli v prihodnjem letu, aktivnosti pa bomo izpeljali že v letošnjem letu. Povečala so se tudi sredstva na prometu, vendar je to posledica predvsem prerazporeditve sredstev krajevnih skupnosti iz drugih postavk in zaradi sredstev, ki jih niso porabili v preteklem letu. Dodatno smo umestili tudi postavko za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja na določenih območjih, kjer tega še nimajo, v višini 9 tisoč. Na področju stanovanjske dejavnosti pa se sredstva nekoliko znižujejo, delno zaradi zmanjšanja sredstev za opremljanje stavbnih zemljišč, to je 60 tisoč manj, povečujejo pa se sredstva za vodooskrbo v višini 30 tisoč. Višja je tudi postavka za nakup zemljišč, 20 tisoč, vendar se sredstva povišujejo tudi na prihodkovni strani zaradi določene menjalne pogodbe. Na področju izobraževanja se sredstva znižujejo, predvsem zaradi zaključka investicije vrtcev v prihodnjem letu, se zmanjšuje za 290 tisoč, na istem področju pa se tudi zvišujejo sredstva zaradi dodatnih sredstev za prenehanje stavbne pravice za vrtec Tepanje, višini 65 tisoč, zmanjšujejo pa se tudi sredstva za vrtce v drugih občinah in vrtcu Mali Grof. Povečujejo se tudi sredstva za državni rezervni sklad, ki pa jih bomo prejeli iz državnih sredstev, kar je bilo omenjeno že pri prihodkovni strani. Tako so odhodki skupaj z odplačilom dolga povečujejo za 1568 evrov, razlika med prihodki in zadolževanjem ter odhodki in odplačilom dolga v višini 751,323 pa se pokriva sredstvi na računih iz preteklega leta, kar pomeni, da je rebalans uravnotežen. Hvala lepa. Najprej bom prosil predsednika odbora za finance in premoženje, gospoda Staneta Frima, za mnenje odbora. Hvala, odbor za finance in premoženje je razpravljal o predlaganih spremembah in sprejel sklep, da predlaga občinskemu svetu, da sprejme odlok o rebalansu za leto 2017. Hvala lepa. Tudi statutarno-pravna komisija, predsednica magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o rebalansu proračuna občine Slovenske Konjice za 2017 po hitrem postopku. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Štromajer. Finance in premoženje pa žal niso bile realizirane do današnje seje in zato postavljajo način sprejemanja proračuna, rebalansa proračuna malo v meglo. In sicer, če boste pogledali zapisnik odbora za finance in premoženje, je bilo vprašanje postavljeno, kako je z realizacijo sklepa občinskega sveta glede stavbne pravice, govorimo o vrtcu Tepanje, se je ta postavka za najemnine vrtcev povečana, ter kakšni so dogovori glede plačila. Odgovorjeno je bilo, da nam bodo podatki članom odbora posredovani. Ti podatki nam niso bili posredovani, informacije so enake, kot so bile takrat, zelo malo jih je, nimamo nobene pravne podlage, zdaj bi najprej v rebalansu proračuna odločili o tem,
kar znatnem povečanju finančnih sredstev. To je malo problematično, upam, da se vsi strinjajo. Je predvideno v toku današnje seje, da se daje na koncu na vse točke, na vse vprašanja, med odgovori in vprašanji tudi odgovori na tista vprašanja, ki so bila postavljena. Ja, ampak v zapisniku piše, da bo posredovano, ni bilo rečeno. To, stvar informacija. Kakorkoli. Drugo pa je bilo rečeno, da kakšno je končno stanje posredovanja bazena z Belovo. Dogrejeno je bilo, da bo po končanem obračunu podamo podatke članov odbora. Tudi to seveda ni bilo, očitno še ni bilo to obračunano in zaradi tega nismo dobili. Se pa od nas zdaj pričakuje, da bomo o tem glasovali. Zdaj, jaz kot član odbora moram priznati, da imam s tem kar velike probleme, ker pač, če nimaš materije, če vidiš, da ni pravne podlage, to zdaj se pripravljamo na zalogo, kot nam je bilo rečeno, je zadeva dokaj problematična. Tako da moj apel bi bil, da nam dogovorjeno in obljubljeno dokumentacijo posredujete, da bomo lahko se odločali o nadaljnjih korakih. Bo storjeno. Predvidevam, da do naslednje seje, jaz nisem bil na vaši seji, kako ste se pogovarjali, nekaj informacija mes tukaj, ampak jih bomo takrat, ko sem rekel, med odgovori tudi podali. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Slovenske Konjice za leto 2017. Kdo je za? Petnajst za, proti? Proti 1. Ugotavljam, da je rebalans sprejet. Hvala lepa poročevalki. Mi jo prehajamo na drugo točko, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov. Gre za kmetijo Podkubošek. Gre za skrajšan postopek, tako kot je predlagal odbor za komunalno infrastrukturo, kajti vsa tista manjkajoča soglasja so do današnje seje prispela. Uvodno predstavitev bom prosil Igorja Frima, pa Maksimiljano Ozimič Zorič iz biroja 2001. Izvolite. Lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je odlok o predstavitvi kmetije Podkubošek, za katero, če se spomnite, v spomladanskem času smo sprejemali na tem občinskem svetu sklep o začetku priprave. Medtem je zadeva bila tudi speljana po postopku, kot je bil predviden, in potekala javna razgrnitev, 30-dnevna, v kateri ni sicer bilo pripomb, je pa krajevna skupnost Stepane podala dodatna dopolnitve oziroma bolj nekako jasna izhodišča glede soglasja, ki so ga predhodno izdali na ta predlagan odlok. Zdaj utemeljitev za predstavitev kmetije je tudi v našem občinskem prostorskem načrtu in pa kot je bilo v sklepu napisano v skladu z 3. EA členom Zakona o kmetijskih zemljiščih. Do današnje seje so prispela tudi vsa pozitivna mnenja, tako da predlagamo, da gre zadeva v skrajšan postopek. Hvala lepa. Hvala. Najprej bi prosil odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Tone Ofentavšek, za mnenje odbora. Besedo župan. Odbor je obravnaval predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubošek in ga predlaga občinskemu svetu v skrajšanem postopku v sprejem, vkolikor bodo do seje občinskega sveta prispela vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora, in sicer pa lahko gre samo v prvo obravnavo. Jaz sem danes bil tudi obveščen, da so prispela vsa pozitivna soglasja in s tem ni dobene ovire, da ne bi to sprejeli. Hvala. Hvala lepa. Tudi statutarno-pravna komisija je obravnavala obravnavani odlok. Prosim za mnenje. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Podkubošek v skrajšanem postopku.
Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet v prvi obravnavi. Odpiram razpravo pred drugo obravnavo in jo tudi zaključujem in predlagam občinskemu svetu, da sprejme obravnavani odlok še v drugi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet. Mi pa prehajamo na tretjo točko, to je predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje S32 Zahod. Gre za prvo obravnavo. Tudi tukaj uvodno predstavitev gospa Maksimiljana Ozimič-Zorič in pa Igor Frim. Izvolite. Hvala lepa. Pri tem odloku gre za nadaljevanje gradnje v spodnjih Prelogah, tako zvanega S32 in sicer na zahodno stran, kjer predvidevamo, kjer se sproščajo parcele za 8 stanovanjskih hiš. Ker gre za privatna zemljišča, smo z investitorji sklenili tudi urbanistično pogodbo, kjer se zavezujejo glede obveznosti, ki jih nekako potem prevzemajo, vkolikor ne bo občina financirala izgradnje, se pač v skladu z zakonodajo to prenese na investitorje. Zadeva je bila v postopku javne razganitve, 30-dnevne, pripomb ni bilo. Na samem odboru je bilo nekaj konstruktivnih predlogov glede oblikovanja, tako da smo tudi te popravke vključili in predlagamo, da zadeva gre v prvem branju v sprejemanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Prosil bi po enakem vrstnem redu Odbor za komunalno infrastrukturo, okolje in prostor. Prosim za mnenje odbora k temu odloku. Prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe, namembe za gradnjo. Kaj sem zdaj jaz tukaj se skupaj spravil? Bom moral jaz dati malo več. Oprostite. Ja, odbor je obravnaval in sprejel sklep, se pravi, odbor je obravnaval predlog odloka o podrobnem prostorskem načrtu za območje S32 Zahod, ter ga ob upoštevanju pripomb daje občinskemu svetu v sprejemanje v prvi obravnavi. Sicer moram povedati, da je na odboru bilo na ta odlok precej pripomb, katere so zdaj v glavnem to noter tudi upoštevane in mislim, da je to to. Hvala lepa. Hvala lepa. Še statutarna pravna komisija, mnenje. Svetu sprejem odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje S32 Zahod v prvi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni potrebe po razpravi in predlagam občinskemu svetu, da sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje S32 Zahod v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je odlok soglasno sprejet v prvi obravnavi. Hvala lepa poročevalcema. Mi pa prehajamo na četrto točko, to je predlog sprememb in dopolnitev statuta občine Slovenske Konjice, gre za prvo obravnavo. Uvodno predstavitev bo opravila gospa Smiljana Sirc-Vipotnik. Dober večer. Predlog sprememb in dopolnitev statuta vsebuje priporočila pregleda usklajenosti statuta s področno zakonodajo. Opredeljeno je odločanje občank in občanov v zadevah iz občinske pristojnosti preko občinskega sveta, črtana je določba o skrbi za varstvo vodnih virov, ki so javno dobro in v upravljanju države. Delovni telesi obvezni po področni zakonodaji, to sta Svet za varnost cestnega prometa pa Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sta zapisani v posebnem členu. Dodano je tudi določilo, da volivec poleg osebnega podpisovanja lahko podpiše tudi obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Tudi določila o javnih službah se dopolnjujejo, poleg gospodarskih se določajo tudi še družbene, socialne in ekološke, pa
vključili smo tudi prejeto pobudo Sveta krajevne skupnosti Jernej po spremembi imena krajevne skupnosti in sicer bi se po novem imenovalo krajevna skupnost Sveti Jernej. Toliko na kratko, hvala. Na kratko toliko. Ta odlok je obravnavala tudi statutarno pravna komisija, mu prosil predsednico magistrico Ksenija Klamfer, da poda mnenje komisiji k predlogu tega sprememb statuta. Tudi statutarno pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sprememb in dopolnitev statuta Občine Slovenske Konjice v prvi obravnavi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Ugotavljam. Gospod Štromajer. To je občina, ki je vendarle pomembna zadeva. Jaz spremembe, ki grejo v smeri z uskladitvijo z državno zakonodajo in pa z MJU-jem vsekakor podpiram. Bi pa kot apel pred drugim branjem, vsem kolegicam svetnicam in kolegom svetnikom, pa tudi občinski upravi položil na dušo, da bi probali narediti malo večji napor. Ne samo golo črkobralsko prepisovanje nekih norm, ki nam jih nastavijo od zgora iz Ljubljane, kot eni radi reče, pa da vendarle malo razmislimo, so tudi vendarle temeljni dokument, kako mi urejamo našo lokalno skupnost, našo občino, da poskušamo malo bolj ambiciozno v tem mandatu, zdaj v zadnjem letu tega mandata nastaviti zadeve za naprej, če že ne drugega. Osebno bi si želel, da bi pripravili spremembe, ki bi povečale participacijo občank in občanov, soodločenje občank in občanov pri delovanju občine in občinskih zadev, več vključevanja, več participativne demokracije. Zagotovo bi morali bi tudi, zdaj, če je to možno v statutu, če ne drugega, vsaj hkrati s statutom v poslovniku, zaradi tega, ker moramo postaviti signal, da smo sodobno občine in da gremo v smeri z sodobnimi trendi in narediti nekaj, kar bi mogli narediti že pred 3 leti v začetku tega mandata, če ne že prej. Govorimo o tem famoznem prenosu vse v živo preko spleta. Spravi, več bi morali tudi narediti skupaj v statutu za transparentnost poslovanja naše občine, za vključevanje občanov in kot apel pred drugim branjem. Dajmo vsi malo stakniti glave, malo razmisliti, kako bi lahko ta naš statut ne samo copy-paste to, kar nam rečejo, ampak pripeljali do tega, da bi pa bil nek vzorčen statut ali pa nek statut, ki bi se nakazal smer, da želimo biti moderna, sodobna, vključevalna občina. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo spraviti, gospod Vrtajc? Zdaj, prvem členu, mi spreminjamo ime krajevne skupnosti Jernej v Svet Jernej. Zdaj, mene to ne moti, vendar sprašujem, a je bila to pobuda oziroma ta sklep ali pa dogovor Sveta krajevne skupnosti ali pa tam krajanov. In če je to, se ve, kakšne bojo to finančne posledice za krajane, ki tam živijo, ker to pomeni kar neke spremembe in neke dodatne stroške. Za krajane nič, ker je že Svet Jernej kot kraj, kot naselje. Štampilke bojo morali menjati, verjetno. A samo to? Aha, dobro. Krajevna skupnost se preimenuje, kraj je pa že ne vem koliko cajta. Menda si si cajta, ko je kravek, ni več kravek. Dobro, hvala lepa za odgovor. Še želi kdo razpravljati? Gospod Heren? Dober večer. Mogoče tale 11. člen, če je tu bilo malo razmišljeno, kaj so to gospodarske javne službe, kaj je bilo mišljeno na določenih področjih v ta namen, a so se kakšne predvidevanja v tem členu delala, kaj bi se lahko občina ustanovila? Ne, statut je okvir. To je splošno določilo. Splošno določilo, Je pa čas do druge obravnave. Mar si kaj pojasniti, vprašati, vnesti, zakaj ne. Rabimo pa en okvir, da ne skačemo predaleč, pa da nismo preoski. Ugotavljam, da ni več razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme spremembe in dopolnitve statuta občine Slovenske Konjice v prvi obravnavi. Kdo je za? Hvala lepa, ugotavljam, da so te spremembe in dopolnitve soglasno sprejete. Mi pa prehajamo na novo 5. točko, to je predlog sklepa o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, število otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice,
Uvodno predstavitev bo opravil ravnatelj vrtca gospod Tomaž Popovič. Hvala za besedo. Dober večer. Na podlagi poslovnega in finančnega načrta 2017 ocene realizacije leta 2017 podajamo predlog za dvig cen programov vrtca Slovenske Konjice od 1.11.2017 dalje. Predlog je pripravljen na podlagi sprememb, ki so nastopile v času od 1. decembra 2015, ko se je sprejela zadnja veljavna ekonomska cena programa vrtca. Te 4 spremembe so dopolnjena metodologija za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javne programe, postopna sprememba strukture vpisanih otrok, postopno odpravljanje ukrepov na področju stroškov plač, odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest od 1.7.2017 dalje. Če grem po teh 4 točkah, mogoče metodologija oblikovanja cen programov v vrtcih. Metodologija za oblikovanje cen programov v vrtcih je stroškom dela po novem vključila še sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi boleznin ali poškodb do 30 dni in sicer v višini glede na ugotovljene odsotnosti teh delavcev. Postopna sprememba strukture vpisanih otrok in s tem tudi oddelkov, strukture oddelkov. Pri vpisu v zadnjih 2 letih opažamo povečan vpis otrok prvega starostnega obdobja, občutno povečanje. Pri tem, da se število rojstev v občini ne spreminja tako občutno, se pravi, ni povezano s tem. To pomeni tudi, da imamo več oddelkov prvega starostnega obdobja. Pri sprejemanju zadnje ekonomične cene, se pravi 1.12.2015, pa se je upošteval trend vključenih otrok v letih pred tem, ko je bilo v vrtec vključenih manj otrok prvega starostnega obdobja, več otrok drugega starostnega obdobja. Hkrati pa se je takrat pri dvigu ekonomične cene za prvo starostno obdobje recimo povečala samo za 2,13%, medtem ko za drugo starostno 5,6% in za kombinirane 7,5%. Z razlogom, da se je lahko zagotovilo staršem prvega starostnega obdobja, da so lahko vključili otroka lažje v vrtec, ker so pač višje cene za prvo starostno. Zaradi tega razloga je sedaj prišlo do finančnega vpliva na prihodke vrtca, ker imamo več oddelkov prvega starostnega, manj oddelkov drugega starostnega in so se prihodki spremenili. Potem 3. točka, postopno odpravljanje ukrepov na področju stroškov plač. Z letom 2015 je pričelo postopno odpravljanje ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepov v javnem sektorju. Z mesecem decembrom 2015 so se spustila napredovanja v plačne razrede in nazive. 2016 je bil dogovor tudi za višji regres za letni dopust in više pokojninske premije, kar je bil takratni razlog za povečanje cen, ki so še sedaj veljavi. Za leto 2017 pa so se v skladu z dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju še dodatno povečali regres za letni dopust in pokojninske premije. Pri samem poslovanju smo tudi zaznali višje stroške za prehrano med delom, prevoz na delo, jubilejne nagrade, odpravnine, ki so tudi bistven element pri ceni programa. Potem pa še 4. točka, odprava anomalij. V skladu z dogovorom o ukrepih so se odpravile tudi anomalije pri vrednotenju delovnih mest, se pravi do vključno 26. razreda, ki je prišla v veljavo za 1.7.2017. Glede na to, na te, se pravi, spremembe, smo v skladu pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pripravili nove cene. Se pravi, pri tem smo upoštevali predvsem 4. člen tega pravilnika, strošek dela, medtem ko recimo strošek živil ostane v tej ceni nespremenjen. In glede na to se na letni bazi se povečajo prihodki za 150.927 evrov. Od tega je deležno 67,5
4,36% na strani ustanoviteljice, se pravi občine, 4,7% na strani domicilnih občin, na strani staršev pa 27,9%. Glede na obstoječe cene, to pomeni predlog za 5,8 povečanje procenta na prvem starostnem obdobju, 5,76 za drugo starostno obdobje in 5,77 za kombinirane oddelke, kar pri starših pri posameznih plačilnih razredih pomeni od €85 do največ €20,10, oziroma če pogledamo tisti poprečni razred, ki je nekje od 30 do 35%, se pri starših potem prispevek poveča od €3,7 do največ €7,83. Toliko mogoče v tem uvodu. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog sklepa. Prosim predsednika Jureta Lenarta za mnenje. Hvala za besedo. Ja, odbor za družbene dejavnosti je to, smo to obravnavali, to točko, in dajemo pozitivno mnenje o sklepu spremembah odločitvi cen programov, kakor tudi število otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice. Sklep je bil sprejet soglasno. Hvala lepa. Še odbor za finance, premoženje, Stane Frim. Tudi odbor za finance in premoženje je obravnaval predlagane spremembe cen in po razpravi sprejel sklep, da se občinski svet sprejme sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje. Hvala lepa. Še statutarno-pravna komisija, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, število otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Irena Vozlič. Eno sam tekstualno pripombo, na prvi strani za gradiva za 6. točko je čisto odspodaj predlog sklepa, ki se nanaša na naslednjo točko. Ja, napaka je. Zelo se popravi. Jo bomo upoštevali. Hvala. Ksenija Klamfer. Aha, ko nisem. Lahko? Ja. Eno vprašanje, in sicer, ko ste naštevali razloge za povišanje, ste med razloge našteli tudi jubilejne nagrade, regrese, napredovanje, poleg seveda odprave odplačnih nesorazmerij. A so jubilejne nagrade, regrese, napredovanje razlog za povečanje cen? Ne, ampak so pa tudi eni izmed elementov, ki vplivajo na končni rezultat. Ker to ste morali že v letu 2016 planirati. Ja. Ampak je v tem letu tudi, se pravi, mi smo to postavko pustili nespremenjeno, zaradi tega tudi sredstva, ki smo jih predvidevali, število se je pa vseeno povečalo, v primerjavi pač povprečje vzamemo znotraj proračuna. Tole razlog za povečanje cen je? Razlog za povečanje cen je v glavnem odprava anomalij, zaradi tega, ker je strošek, se pravi, ekonomične cene je 80% sestavlja strošek zaposlenega, in ko se ta postavka v takšni meri spremeni, se spremeni celotna cena, se pravi, z ostalimi stroški, materialnimi in ostalimi storitvami težko skompenziramo takšne premike, odprava anomalije je tista glavna. Bi bilo možno še kaj druge najti vire? Mi smo lansko leto že celo leto kompenzirali že spremembo metodologije cene, ki je nam dala znotraj cene tudi boleznine. Teh boleznine na letni ravni smo za eno šolsko leto pogledali približno 44 000 evrov. To so refundacije? Tako. In mi tudi takrat nadomeščamo, koliko le moremo. Se pravi, to je pa dodatni strošek. In to se zdaj govorimo o tehničnem kadru, o strokovnem kadru, ki ga ne moremo v nobenem primeru nadomeščati 100%, ampak kolikor je pa nujno za izvedbo procesa, pa moramo. In to so dodatni stroški za tem primeru. Lahko pa povem, da na povprečni ravni je na mesec 4,5 delavca odsotna v vse službe. Torej razlika med refundacijami in nadomeščanjem
Plus ali minus? Vseeno minus. Torej več kot 44.000 evrov. Ne, manj kot... Torej plus? Ja. Ok, hvala. Hvala, gospod Štromajer. Ja, hvala za besedo. Mislim, da bomo to točko obravnavali, preden bi obravnavali rebalans proračuna, čeprav nam je bilo strani občinske uprave zagotovljeno, da ne glede na to, kako bomo glasovali, to ne bo imelo vpliva na letošnji proračun, spravi za letošnji rebalans, bo pa imelo vpliv na proračun na leto in pa na finančne izdatke staršev v prihodnje, s 1.11. bi naj stopilo to veljavo, spravi, v bistvu, z naslednjim mesecem. Kot prvo bi rad upozoril ravnatelja, da poprave, ki sem ga prosil na odboru za finance in premoženje, sicer da MSŠ, Ministrstvo za šolstvo in šport, ki ne obstaja več že nekaj časa, vendar le damo ven iz copy-pastenega dokumenta in poimenujemo tako, kot se ministrstvo imenuje, MIZŠ, tehnična zadeva. Je pa zdaj, v bistvu, če pogledamo številke, vidimo zdaj, če se bo ta predlog potrdil, za 40.000 evrov na letni ravni, dodatno bremenili občanke in občane za skrb v vrtcu. Da vemo, kakšne številke se pogovarjamo. Konkretno, če pogledamo ljudi v tabelcah, ljudi, ki zaslužijo po 1000 evrov neto, 2/3 ljudi v Sloveniji zasluži po 1000 evrov neto, da imamo približno občutek, koliko ljudi, se pravi, velika večina ljudi bo torej plačevalo tam, čez palec, če pogledamo 17, 13, 11 evrov več, se pravi, 150 do 200 evrov više stroškem želimo naprtiti veliko komu, zdaj ne govorimo o socialnih problemih, pa brezposelnih, pa tistih na minimalni plače, pa povprečne delovne ljudi, ki živijo od svoje plače. Potem bomo za enih 200 evrov dodatnih stroškov naprtili, ker pač občina ne bo našla 40 evrov v naslednjem proračunu preko 14 milijonih. Zato sem želel rebalans obravnavati potem, ko bomo podražili oziroma ko boste podražili te vrtce, ker se mi zdi vendarle pomembno, da se pogovorimo, kakšne so naše prioritete. Zdaj, če smo že ravno pri prioritetah, bi največjo svetniško skupino opozoril, da tokrat pa resnično lahko rečemo, za otroke gre. Še kdaj drugič, ko je vaša stranka to devala na plakate, pa o tem govorila, da gre za otroke, no tokrat, ko bomo glasovali o podražitvi vrtcev, tokrat pa res gre za otroke. Ne pa takrat, ko s tem želite prekrivati homofobijo. Tako da, moj apel je sledeč. Glede na to, da občina v naslednjem letu bo dobila več denarja, tudi z naslova dohodnine, glede na to, da notranje rezerve so, ker gledajte, mi smo pred parimi minutami za več kot $500 milijona velik rebalans proračuna. $500 milijona, mi smo ga sprejeli brez enega razpravljavca. Jaz sem edini nekaj kokodahkov, ostali mirno gremo, vlak pelje dalje. Se prvi $500 milijona sploh ni problem, sploh ne rabimo se pogovarjati o tem, pa 40 evrov na letni ravni, to bomo pa zdaj imeli celo zgodbo, kako bomo mi te stroške, katere verjamem, da direktor nima notranje prerazporeditev, smo se o tem pogovorili na odboru, to bomo pa zdaj na občanke in občane, ki že tako ali tako imajo takšne prihodke, kot jih imajo naprtiti. To je zame nesprejemljivo. Jaz mislim, da bi se morali vendarle zavezati, da življenjskega položaja ljudi, njihov disposable income, ne bomo poslabšali. In 40 evrov pri takem proračunu je to, da $500 milijonske prvi balans sprejmemo takole, brez da bi eno besedo kdo rekel, pa vendarle ne bi smel biti problema. Ker s tem pokažemo signal, kaj so naše prioritete, kam imamo namen denar vlagati skupna sredstva, kaj nam veliko pomeni, ali res gre za otroke, ali pa morda gre za kaj drugega. In seveda vem, zdaj bomo slišali, pa če bomo samo fiksne stroške delali, potem ne bo investicijskega denarja, pa ne bomo vlagati mogli v druge projekte, ampak treba se pogovoriti o prioritetah. Ali so prioriteta predšolska vzgoja, ali je družina prioriteta, ali so družinske vrednote prioriteta, ali je družinski čas prioriteta, ali so pa investicije, pa pločniki, pa asfalt prioriteta, pa lišpanje, pa kipi, pa dvorci, pa jaz vem, kaj še vse. Tokrat gre za otroke. In tega preden boste glasovali o podražitvi vrtcev, se dajte to prosim spomniti. Jaz osebno bom glasoval proti, ker sem prepričan, da se teh 40.000 evrov lahko znajde znotraj občinskega proračuna za prerazporeditve. Hvala za besedo. Hvala lepa, gospod Levart. Hvala za besedo. Jaz sem se eno vprašanje za gospod ravnatelj, namreč v marsikateri občini slovenski imajo letno usklajevanje teh cen, ker vemo, da je na trenutke težko predvideti določene zadeve, pa me zanima, če je bilo smotrno v tem predlogu tudi razmisliti primer naše občine. Se pravi, da se vidno na začetku leta, ko so zadeve malo bolj jasne, oblikuje cena oziroma se skuša postaviti, ali je to smiselno, ni smiselno, Glede na debato, ko se je vršila tudi
na aktivih ravnateljev, na to problematiko, s katero se zdaj vsi soočamo, je bila tudi ena izmed variant ravno ta, se pravi letno usklajevanje cen, kar bi verjetno bilo res najbolj smiselno, ravno zaradi tega razloga, ker dejansko na našo ceno vpliva tudi struktura trenutno upisanih otrok. Se pravi, koliko imamo otrok prvega starostnega obdobja, koliko imamo otrok drugega starostnega obdobja, ker to pomeni tudi efekt na kader, se pravi, kakšne zaposlitve mi potrebujemo. In najbolj realna ocena bi bila, ko bi mi lahko na začetku šolskega leta podali predlog za tisto tekoče šolsko leto in ga potem tudi upoštevali v letnem, se pravi, v napovedi. To bi bila najbolj realna ocena. Tako pa mi oceno ustvarjamo za neko daljše obdobje, za katerega ne vemo, kaj se bo zgodilo, tako da recimo zdaj od leta 2015 do sedaj, v letu 2015 je tista cena glede na strukturo otrok odgovarjala, medtem ko v tem letu nikakor ne, ker se trend popolnoma spreminja in ga je težko predvideti. Zato sem tudi prej omenil, da recimo rojstvo otrok se v občini ni toliko spremenilo, da bi vplivalo na strukturo oddelkov. Dejansko se je pokazal trend, da starši prej upisujejo, kar je pozitiven trend, se pravi, ker s tem kaže tudi na nek način zaupanje do predšolske vzgoje, hkrati se pa tudi zavedajo pomena tega obdobja, prvega starostnega obdobja in vpliva. Hvala lepa. Še gospod Ratajc. Hvala. Mene to zdaj nekaj moti sicer, ker tu ni prikazano, kolikšno bo pa delež sredstev, ki v občinski proračun se torej, da je treba o tem razmisliti. Poglejte, vsi, ki smo v javnem sektorju, smo v bistvu pred temi problemi. Torej, plače so šle gor, neminovno, tisti, kjer ministrstvo oziroma proračun to zagotavlja, pač gre enostavno skozi, v primeru vrtcev in pa tudi zdravstvo je pa tudi drugače. Pri nas v zdravstvu se je zgodilo to, da bojo masa plač šla gor, ne vem, kar nekaj procentov, cene, v kateri smo pa mi odvisni, pa temu ne sledijo. Zdaj tu v tem primeru je pač to, da plače pokriva glavnem proračun in pa občani. Ne se bo pa zanima, kolikšno je to razmerje. Ja, mislim, ker tu ni razvidno. Jaz sem želel čisto na koncu malo pokomentirati pač predstave enih svetnikov, da je proračun Dedek Mraz ali pa Božiček. Ko ugotavljamo, da je glavni razlog za dvig cen je strošek dela, 80 in približno 80% je strošek dela. In kot je nekdo dvigne plače z državnim predpisom oziroma s sprostitvijo, dvigne strošek dela, je neminovno to posledica, da je cena višja. Seveda pa oprostitve glede na dohodke staršev pa si ne zmišljuje nihče na občini, ampak to dela Center za socialno delo na podlagi odločb. In velikostni red je že vrsto let podoben. Približno 1/3 stroška za delovanje, za plače govorim, brez investicijskega vzdrževanja, brez investicij, predstavlja prispevek staršev, to, kar starši plačajo, 2/3 gre itak iz proračuna. In prej je bilo omenjeno dvig povprečnine, kar precejšen je, 15 evrov predviden zdajle na glavo, to je dobrih 200 tisoč, zakrožimo 210 tisoč na našo občino, ampak od tega je pa v tem grobem osnutku proračuna za naslednje leto predvideno ranga 160 tisoč za pokrivanje dvig cen v vrtcu. Se pravi, smo že kar zmanjkali, pa še ta pomočnik na domu in še kaj in smo nekje na tisti nuli. Se pravi, jasno, če grejo plače gor, je tudi primerno, da se povprečnina dvigne, ampak gre večji del za vrtec. Ali povedam drugače, od tistih, mimo grede, ni 14 milijonov, ampak bo ranga 12 milijonov prihodki za naslednje leto, gre približno 2 milijona 200 za pokrivanje točno te razlike na leto. Tako da zdaj, govoril sem prej o dvigu za 160 tisoč, ampak seštevek na letni ravni je za delovanje vrtca predvidenih 2 milijona 200. In to je približno vsako leto enako. Tako da se ne čuditi pol, zakaj pločnikov ni in še česa ni. Upam, da sem lahko dovolj jasno povedal, kdo nosi pravzaprav breme dviga cene v cene vrtca. Gospod Tavšek. Gospod Štromajer, jaz bi rad
malo upozoril na to, jaz se z vsem strinjam. S to je ugotovitvijo tudi. Vendar, to je malo žalostno. Jaz bi tudi sliko pokazal od otrok. To se rado dela. Ampak da se pa reče, da smo mi mogoče ali pa od nas kdo proti temu, se pravi, da bi se iz proračuna to dalo. To ni res. Proračun daje preko 2 milijona evrov in to je treba enkrat občanom povedati, da mi iz proračuna na leto damo 2 milijona 200 tisoč evrov za subvencioniranje, se pravi, otrok v vrtcih. In vsi stalno govorijo, da so sami davki, se pravi, iz proračuna ali pa iz tega se pa ne dobi dobenih sredstev. Pa ne, jaz ne govorim za to, da bi jaz bil komu proti ali ne vem kaj. Vendar moramo jasno povedati, da damo toliko in toliko denarja. In to, kar je župan povedal, ga ne zagovarjam, ampak to je resnica. In ker se je po zakonu delež stroška na plače povečal, je treba ta denar nekje dobiti. Ko bomo pa mi za drugo leto obravnavali proračun, takrat bomo pa videli, kje so sredstva. In bomo videli, kam so razdeljena, ali se da kje kaj najdeti ali nič, ampak verjetno, da ne, ker vidite, da vrtce zidamo, koliko smo samo letos investirali, pa drugo leto v vrtce. In to je zdaj bistvo tega. Ne to, da bi kdo bil proti temu. Zakaj? Mi živimo z občani in nismo za to, da bi povečevali stroške. Ne glede, ali je to vrtec, ne glede, ali je to vodarina, ali je voda, ali je kanalizacija, kar god hočete. Vendar, ko pridemo do postavke tako daleč, da se vidi, da je več naprej, to ne gre in od nekod pa se je treba vzeti, na drugi strani pa ni. Potem je pač to tako daleč, da se treba na neki način odločiti. In mi vsi tu odločamo. Verjetno, da smo vsi mi tisti, ki bi radi, da to ne bi bilo treba. Da sploh pri tej točki ne bi debatirali. Vendar zadeva je pač nažalost takšna. To je pač moje mnenje. Ko sem pa slišal še med drugim, da smo 500 tisoč evrov kar takle razmetali, ne? Mi nismo nič razmetali. Ta denar je bil samo predstavljen iz ene postavke na drugo postavko, pa iz une postavke na to postavko. Pa krajevne skupnosti so dale isto tako spremembe noter, ki so tu noter v rebalansu zajete, se pravi, ker niso asfaltirale cesto, so delale kanalizacijo. Ali pa niso delale električne razsvetljave, pa so delale, ne vem, pločnik. Tu noter so ta sredstva zajeta v tem rebalansu. Zato v tem rebalansu noter ni tega denarja, da bi rekli, zdaj pa demo 50 tisoč evrov. Iz tega ven, ker te moramo tisto, kar smo že enkrat dali, pa niso še porabili, bojo pa do novega leta, ne? Se pravi, moramo tistim vzeti. Kdo bi pa bil za to, da bi rekel, zdaj pa jaz odstopim od teh sredstev, ker vse krajevne skupnosti in pa ostali za vse te potrebe rabijo, ne? To je moje mišljenje. Hvala lepa. Hvala. Replika. Da se strinjamo, da smo proti podražitvam vrtcev. Ali smo proti podražitvam vrtcev tudi v dejanjih, ne samo v besedah, bomo videli pri glasovanju pri tej točki dnevnega reda. Jaz razumem vašo razpravo, ko govorite, da pač je toliko sredstev in znotraj tega, v okviri, rečemo temu, kvadraturi tega kroga, če se malo pošalim, pač moramo delovati. Jaz gledam proračun, rebalans, ki smo ga potrdili in piše odhodki skupaj 14 milijonov 657 tisoč in nekaj malega. Ampak pustimo, ne? To bomo videli za naslednje leto, pa evropska sredstva, pa investicijska sredstva, pa vse skupaj. Gospod Šomajer, sam sekundo. Prosim, konkretno repliko na to, kar je gospod Ospentavši rekel, pustimo zdaj rebalans. No, moja konkretna replika gre v smeri, da gre za prioritete. To sem hotel v osnovi povedati. In potem prioritetno se pa časih je treba odločiti, ali se bo več vlagalo v komunalno infrastrukturo, ali se bo več vlagalo v predšolsko vzgojo, ali se bo manj obremenjevalo s posledično občanke, v polnem zavedanju, da bomo potem pa morda imeli kakšno klopco manj, in tudi lahko jasno povemo, ali bomo pač rekli, bomo imeli pa kakšno klopco več, boste pa zato vi plačevali dražje vrtce. Zdaj, če zelo zbanaliziram, pa poenostavim, da bojo vsi razumeli. Pač o takih stvarih se moramo mi odločati tukaj. Ne? Zdaj, ali imamo znotraj rebalansa proračuna nemožnost, ne vemo. Ampak kar hočem povedati je, da če ste proti podražitvi vrtcev, lahko to dokažete z dejanji pri glasovanju in vas pozivam, da tako kot jaz tudi vi glasujete proti. Hvala. Gospod Hren.
Hvala lepa za besedo. Sam sem član odbora za družbene dejavnosti. Moram reči, da smo skoraj uro ali več razpravljali samo o teh temah, da smo težke roke dvignali. In ko smo od gospoda ravnatelja dobili čisto pojasnila natančno, zakaj do tega mora priti. Ker mogoče v tem gradivu tudi ni enega lista, no to se pravi točen razrez, koliko po starostnih obdobjih pa po dohodkih staršev pade na občino, pa koliko pade na same občane. To je mogoče bistveno dejavnost, da ne bomo takrat počez govorili. In večina denarja, ki bo potrebna, gre iz občinskega proračuna, da se ne bomo zdaj zavedali in da gre prek 70% vsega tega denarja, ki bo povišanje za ta denar, ki je potrebno, da bojo vrtci preživeli, ker se ni ravnatelj kriv, da so pač zdaj plače toliko goršle, ker je to da pač državna zadeva in upamo, da bo drugo leto nekaj pač tega denarja za povečano povprečnino prišlo not. Vendar mi moramo rešiti negativno poslovanje vrtcev do konca leta in 70% bo tak in tak da proračun, ostalo so bo pač neke podražitve. Vsi pa smo za to, da ne bi podraževali vrtcev in probamo to spraviti v te okvirje, vendar ko smo tudi primerjali vrtce po drugih občinah in tja, smo tam nekje kot pač so druge ali celo malo pod spodno sredino. Tako da vsekakor moramo podpreti to, drugače moramo pa to zgodbo drugače zapeljati in probati vrtce rešiti na drug način, ker pač ne bojo mogli poslovati. Mi pa želimo, da so vrtci na visokem nivoju, da imamo vse prireditve, da je dobra hrana, da so zadovoljni in plačani delavci in mislim, da druge podpreti to ta trenutek ni, ne vidim. Hvala lepa. Svetlejarte, replika. Hvala. Sam bi dodal, v okviru te debate, ko smo se pogovarjali na družbene dejavnosti. Ja, drugače zgodbo zapeljamo drugače. Mi se moramo tudi zavedati, da imamo po krajevnih skupnostih dislocirane enote vrtca, ki za tisti kraj, jaz mislim, zelo veliko pomenijo. Lahko rečemo, znižamo stroške dela, znižamo stroške, materialne stroške, pa dajmo vse skupaj ukiniti. Ampak to so realne stvari, o katerih se pogovarjamo. Jaz mislim, da s tako ceno, ki je tudi primerjavi z ostalimi občinami še vedno tudi nekoliko nižja, to kvaliteto in to razdrobljenost vrtcev po krajevni skupnosti tudi ohranjamo in zato se mi zdi to smotrno podpreti. Hvala. Hvala. Gospod ravnatelj, prosim za besedo. Jaz bi še mogoče v tej debati kak podatek dal in sicer, tako ste, hvala tudi vi omenili na odboru za družbene dejavnosti, mogoče je bilo več podatkov predstavljenih, ker smo tudi več časa imeli, ampak tudi strani občine. Jaz moram reči, da teh 2 letih, kar sem ravnatelj, se pravi 3. leto zdaj, moram reči, da je bilo veliko takih spodbudnih sodelovanj, ki so pripomogle tudi pri tem prirastu, ko sem prej omenil prvega starostnega obdobja. Ena stvar je, ko smo sprejeli nov pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, se pravi, da smo res šli nasproti staršev, kar so že dodatni stroški bili za občino takoj, ker smo imeli več nedoseženega normativa. Potem je bila ena tudi izmed takih akcij, da smo zaradi tega odpirali tudi polovične oddelke v začetku, zaradi tega, da smo lahko potem starše, sorojence na isto enoto umestili. Tega prej ni bilo. To so vse takšne aktivnosti, recimo, ki pripomorejo pri tem vidu ali pa pri približevanju staršev pa otrok. Hkrati se pa v zadnjem času še pogovarjamo o razvojnem oddelku, ker zdaj otroci s posebnimi potrebami te težje oblike so zajeti v Celje, v Maribor, se pravi, v tem okolišu ni takšnega oddelka, pa čeprav imamo potem po vertikali naprej osnovno šolo v Parku, se pravi, ki pa je naslednja stopnja, se pravi, tečejo že z občino pogovori na kak način tudi te otroke, se pravi, se približa staršem pa otrokom. To so stvari, ki so v razvoju vrtca pa v razvoju občine zelo pomembne, pa se mogoče v tem kontekstu zdaj ne vidijo tako močno. Jaz tako sem rekel prej, 80% cene nam draži, ali pa ne da nam draži, ker mora biti kvaliteten kader, ampak je strošek dela. Mi v zadnjih 2 letih smo dejansko stroške materijala pa stroške ostalih storitev znižali. Zaradi tega smo lansko leto boleznine lahko pokrili. Če da bi že lansko leto imeli velike probleme na financah. Letos, ko je se pokazal ta trend, se pravi prvega starostnega obdobja, ki pomeni, da imamo nižje prihodke še zraven,
se pa pokazalo, da pa to ne zmoremo več. Ne. Poleg tega, da so se še začele anomalije odpravljati, na kar mi nimamo nobenega vpliva, mi samo moramo to spoštovati, ker če ne bi tega spoštovali s prvim datumom, bi to pomenilo, da imamo problem od točke A naprej. Ne. In tukaj je usklajevanje, ampak res moram povedati, da so momenti, ki so v tem letu prišli skupaj, ne, pa lahko tudi povem še, da od 26. razreda naprej še potekajo pogajanja, se pravi, da lahko da še prije do enega efekta, ne, in to je res pač v gradivu, recimo smo se res z računovodstvom zelo potrudila z računovodkinjo, da so se vse te analize noter vnesle, kaj se je dogajalo po vseh teh trendah, zakaj je do tega prišlo, vse so samo dejstva, nič ni takega, kar bi bilo noter skritega, vse je samo realnost, ne, in dejansko, tako ste rekli, če se ne gre v to podražitev cene, kar meni tudi ni ljubo zaradi tega, ker je interes vrtca, da zajamemo čim več otrok prvega starostnega obdobja, da imamo vključenost otrok v vrtec čim višjo. Trend na nacionalni ravni je 90%, da bi ga ne dosegli vključenosti, mi ga trenutno imamo nekje 80% slabih, se pravi, je še nekje tista razlika, ne, ki jo država želi videti, ne, in to so vse, recimo, koraki, ki smo jih že mi začeli postopno ustvarjati, ne. Ta efekt je pač, bom rekel, tak, ki ga ne moramo spremeniti, ne. Je pa potrebno povedati to, da je potrebno pa držati strokovnost v vrtcev na ravni takšni, kot je, oziroma je ves čas višati, ne, za kar se pa tudi trudimo. Prav, hvala lepa. Še razprava, gospod Frim. No, tudi jaz moram dati priznanje vrtcu, da je v tem zadnjem obdobju uspel z znižanjem cen, dejansko pa res ni mogoče več teh odprave plačnih anomalij, ne, pa pokriti v to, ne, tako da pač podpiram potem ta predlog. Hvala. Hvala. Še želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je razprava, da lahko zaključimo razpravo in predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervacij v javnih vrtcih občine Slovenske Konjice. Kdo je za takšen sklep? Štirinajst za, proti? 5 proti. Ja, 5 proti. Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na... Kako? Sam se želim nekaj na gospodu Štromaju vezati to točno, katero smo zdaj razpravljali. Jaz bi sam prosil, da ne bi bila zloraba medijev in vsega tistega, kar si doktor, za to, da smo danes glasovali proti otrokom, kar je bilo rečeno, ampak smo glasovali za tisto, kar si čuo razpravi. Hvala, pa ne zlorabljaj tega. Jaz bi res prosil, da se držimo tega, da se ne delamo norce, ni treba zdaj vmes fotografirati pa objavljati na Facebooku in tako naprej. Kdo pa je zdaj fotografiral? Jaz nisem. Prehajamo na 6. točko, to je predlog sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Uvodno predstavitev bosta opravili gospa Metka Hrastnik iz Lambrechtovega doma in pa sodelavka na občinski upravi gospa Tina Kaukler. Pred vami je izračun ekonomske cene storitve pomoč družini na domu. Zadnja sprememba ekonomske cene je bila s 1.1.2013. Takrat smo na osnovi varčevalnih ukrepov nižali cene storitve. Zdaj med tem časom so se pa sprostila napredovanja v letu 2015. Postopoma se je dvigoval regres v 2016 in 2017. Potem pa tudi letos je prišlo do odprave anomalij in sicer s 1.7. So se delovna mesta socialnih oskrbovalk uvrstila v 2 plačna razreda više, kar pomeni povečanje stroškov dela za 7,26%. Pri samem izračunu smo upoštevali pravilnik o metodologiji za izračun cene storitve.
Pri tem smo upoštevali zakon o sistemu plač v javnem sektorju, zakon o minimalni plači, regres za letni dopust v višini izplačanega za leto 2017, prehrano med delom na dan prisotnosti v višini 3,76, to je trenutno veljavni regres, povračila stroškov prevoza na in z dela v višini 8% cene 95-oktanskega goriva, stroške kilometrine za opravljanje dejavnosti v višini 30% cene 95-oktanskega goriva. Sama ekonomska cena je sestavljena iz stroškov strokovne priprave, vodenja in koordiniranja ter neposredne socialne oskrbe. Za stroški strokovne priprave zajemajo stroške dela strokovnega vodje, potem materialne stroške, ki lahko dosežejo samo 10% oziroma 20% stroškov dela strokovnega vodje ter stroški upravno-administrativnih del, ki pa lahko dosežejo največ 75% stroškov dela strokovnega vodja. V sami kalkulaciji je upoštevano samo 30% stroškov dela strokovnega vodje kot stroškov upravno-administrativnih del. Pri stroških neposredno socialne oskrbe, ti stroški so sestavljeni iz stroškov dela socialnih oskrbovalk in stroškov materijala ter storitev. Ti stroški materijala in storitev lahko dosežejo samo 15% stroškov dela. Tu not so zajeti stroški zaščitnih sredstev, potem stroški zdravniških pregledov, izobraževanj, zavarovalnih premij iz naslova zavarovanja za splošno odgovornost, potem so tu stroški kilometrine za opravljanje dejavnosti. Za občino Slovenske Konjice je izračun narejen na povprečno 800 efektivnih ur na mesec za 57 uporabnikov, kar znese strošek strokovnega vodenja v višini 1765,30 evra ter strošek neposredne oskrbe v višini 1654,72 evra. Iz tega sledi, da znese strošek upravljene efektivne ure na dan delovnika 17,25 evra. To je sestavljeno iz 15,05 neposredne oskrbe in 2,20 stroškov vodenja. Glede na trenutno ceno to pomeni nominalno povečanje v višini 51 centov. Pri ceni storitve opravljene na nedeljo ali praznik lahko po pravilniku to ceno oblikujemo tako, da ceno delovnika povečamo za 40% za storitev upravljeno na nedeljo in največ 50% za storitev upravljeno na praznik. Dejansko smo mi pripravili izračun te cene na dejanskih stroških in iz tega sledi, da znese efektivna ura za storitev upravljeno na nedeljo ali praznik 20,05 evra, kar pomeni glede na trenutno ceno zvišanje za 1,72 evra. Vkolikor bi mi procentualno dvigovali ceno delovnika za nedeljo in praznik, bi znašala ekonomska cena za nedeljo 24,15 evra ter za praznik 25,87 evra. Glede delitve prispevka občine in uporabnika, gospa Kavkler. Hvala, dober večer. Dober večer. Jaz bi dodala, da Zakon o socialnem varstvu določa, da se iz proračuna občine financira pomoč družini na domu najmanj v višini 50% subvencije k ceni storitve, pristojni občinski organ, torej občinski svet, pa daje soglasje k cenam storitve.
Kot je že gospa uvodoma povedala, znaša ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od ponedeljka do sobote 17,25 evra. Predlagana subvencija iz občinskega proračuna je 12,31 evra oziroma 71,36 odstotka. Predlagan prispevek za uporabnika pa za ceno od ponedeljka do sobote 4,94 evra oziroma 28,63 odstotka. Gre torej za povišanje subvencije občine oziroma prispevka občine za 0,36 evra, prispevek uporabnika pa bi se povišal za 0,15 evra. Za ceno storitve opravljene na nedeljo in državni praznik znaša 20,05 evra, predlagana subvencija občine bi bila 10,70 evra oziroma 53,37 odstotka, subvencije prispevek uporabnika pa 9,35 oziroma 46,63 odstotka. Torej prispevek občine iz občinskega proračuna se poveča za 0,94 evra, prispevek uporabnika pa za 0,78 evra. Morda bi dodala še to, da nazadnje, ko smo sprejemali cene v letu 2012, ki je veljala od 1.1.2013, smo znižanje cene v višini 0,71 evra v celoti priznali uporabniku oziroma smo znižali njegov prispevek iz 5,50 na 4,79 evra, pri čemer je pa znesek občinske subvencije ostal na isti ravni. Zdaj si pač nekako delimo ta strošek povišanja. To bi bilo na kratko. Hvala. Hvala lepa. Odbor za družbene dejavnosti, magister Jurij Levart. Ja, hvala. Odbor za družbene dejavnosti podaja pozitivno mnenje k predlogu sklepa o soglasju cene socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu. Hvala lepa. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim. Tudi odbor za finance predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoči na domu družini. Hvala lepa in še predsednica statutarno-pravne komisije, magistrica Ksenija Klamfer. Tudi statutarno-pravna komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu. Hvala lepa, odpiram razpravo. Gospa Milena Poklič-Brečko. Hvala za besedo. Na družbenih dejavnostih smo rekli, da je ta podreditev potrebna. Mene pa bolj zanima, a je mogoče še karkoli narediti subvencioniranju. Občina subvencionira med tednom, kot smo slišali, 71,39 odstotka, kar ni slabo, je pa vseeno slabše kot v sosednjih občinah, če se ne motim. Za nedelje, tam mislim, da je zelo malo uporabnikov in to takih pomoč najbolj potrebujejo, pa subvencija samo 53 odstotkov. Tu pa dejansko gre za občino res za drobiž, za te uporabnike je pa vsak cent dragocen. Tako mogoče vseeno razmislek, da bi vsaj za nedeljo povečali ali pa vsaj za našli sosednjimi občinami, da ne bi bilo najdražje ravno v Konicah. Odgovor. Jaz ne poznam kakaj v drugih občinah. Ali pa odbor za družbene dejavnosti, vi ste to obravnavali. Ja, zdaj o tem točno nismo. Zdaj, koliko je točen procent za nedeljsko uro trenutno? 90,70 Imate vi primerjavo s sosednjimi občinami? Vse lahko nam pove direktorica, verjetno ve to iz glave, prosim. Mogoče, če lahko dodam, jaz sem klicala, preden smo obravnavali to točko, sosednje občine še niso sprejemale nove cene, ampak po prejšnjih trenutno veljavnih občinah Slovenske Konjice ni bila med dražjimi, sploh kar se tiče prispevka uporabnika, kakor tudi po ekonomski ceni. Zdaj pa, če ima gospa Hrastnik, ima pa verjetno tudi cene. Ampak ekonomske cene, te, ki veljajo sedaj, občina Vojnik, delovnik 18,64, nedelja 22,34, praznik 23,08. Dobrna, delovnik 19,73, nedelja. Ja, tega pa. Sama cena ni sporna. Na pamet, da Slovenska Bistrica ima 5 evrov od ponedeljka do sobote med delovnikom dočim pri nas, pa to je bilo pred uskladitvijo oziroma odpravo plačnih anomalij. Pri nas pa znaša subvencija prispevek uporabnika 4,94 po povišanju, pred povišanjem pa 4,79. Smo že zdaj na nižjem, trenutno veljavni, tudi po novi ne dosegamo, naprimer,
kot ima občina Slovenska Bistrica. Zreče in Vitanje imajo sedaj nov predlog. Danes objavljenih podatkov je trenutno pomoč na domu cenejša kot Konica. So pa stari podatki pred podražitvijo, ne? Se pravi, da subvencija višja, dvomim, da bo kjerkoli odstotke subvencije spreminjali. V osnovi tega sklepam, da smo mi malo bolj škrtno, rekla, no. Ampak dejansko gre za dobiš, to bi lahko spremenili po vajem. Gospod Šomer? Ja, popolnoma se strinjam s kolegico Poklič. Popolnoma se strinjam, ima popolnoma prav, ima vso mojo podporo. Mislim, tu govorimo o nekaj tisoč evrih, niti ne govorimo o 10.000 evrih. In to so res ljudje, kot je sama rekla, so ljudje, ki so sami, ki so najbolj bogi, ki pa so res na eksistenčnem minimumu, če lahko tako rečemo. In mislim, res ni dobene potrebe, da bi njim v totalu, vem, da procent ostaja enak, dvigovali stroške. Mislim, kakšni signale mi prišlo. Simbolika ljudje važno, simbolika je pomembna. Ne? In tu nekaj tisoč evrov za občino res ne bi smel biti izziv, ker vem, kako smo videli, pa ne bom zdaj šel spet nazaj k rebalansu, pa $500 000 brez razprave, ne? Je šlo pa hitro. Ne? Zdaj, tu pa nekaj tisoč evrov, bomo zdaj pa menda skupaj skrampali znotraj proračuna za prerazporeditev in ne podražili pomoči na domu socialno najšibkejšim te naše občine. Dajte no. Sam še. Gospod Vozlič. Sam to reči, da za občino se to tako splača, ne. Več ljudi ima pomoč na domu, manj je treba dati v domove, ki so dražje in občina tam več plačuje. Torej, povedala. Seveda, jaz nimam nič proti kot direktorica zavoda, da bi bil delež višji, ne? S tem pač prihranimo strošek tistim, ki dejansko rabijo pomoč. No? Je pa zdaj na nas, kako se bomo odločili. Zdaj, zakon 50% predvideva, minimalno na nas pa je med 50 pa med 100. Ne? Občine se poslužujejo različnih procentov, so take, ki dajo res samo 50, se pravi, tisto, kar zakon predvideva oziroma predpisuje, dajo pa tudi nekatere več kot mi. No? Nismo, bom rekla, ni najslabši delež, ni pa najboljši. No? Se pa strinjam, da je 501 podražitev 15 centov na uporabnika, ne? Na mesec pač nekaj prinese in vsak evro je takim ljudem zagotovo pomemben. No? To se strinjam. Je pa pomoč na domu ena odlična služba, bom rekla, ker dejansko poskrbimo za tiste, ki so nekje sami v enem okolju, ki nima neke socialne varnosti in zagotovo tudi prid občini, da ima sploh mrežo razvito. Vemo, da so občine po Sloveniji, ki sploh še nimajo pomoči na domu razvite. Od nas to že lepo teče, že dolga leta. Tako da je prav, da spodbujamo to in potem, če imamo na terenu več uporabnikov, potem pričakujemo, da manjši delež vključitev v institucionalno varstvo, ki je pa dražje. Ne vem. Jaz smo prišli v debatni klub. Gospod Artajc, na kratko, prosim, ko bom pa nekaj drugo. Da to sprejememo, hkrati pa dajemo pobudo, da se prouči to mislim, da se to izenači s tem 71% in mislim, da... Ravno to sem mislil predlagati, ker zdaj smo... Da se pri naslednjem proračunu to upošteva. Glede, zdaj, nekaj je, odbori so obravnavali, jaz ne vem, kaj smo pol obravnavali, gradivo pol očitno ni pripravljeno, ni usklajeno, na koncu pa je predviden dvig cene za 1.11., ne, da vas pokrijejo. Pa je dajmo, pa je pol, spremimo to, kar imamo zdaj, pa se do naslednje seje, do proračunske seje tudi pripravi. Jaz vem, da to res ni neki velik strošek. Ne. Jaz predlagam, da sprememo za zavezo, da to preučimo in uskladimo. Jaz tudi ne poznam te materije, ker 3 odbori obravnavajo, pol pride zadeva neusklajena na sejo, tako da predlagam, da sprememo, pa potem vidimo, kaj se da to naredi. Ne? Seveda, zdaj nič ne spreminjam, samo vam pa gre strošek s 1.11. Ne? Zdaj 15 centov na uro, pa res ne bo menda tako hudo en mesec ali pa 2, ne? Absolutno. To se pa strinjam, ne? Jaz bi postopkovno, če smem, dajmo to umakniti z dnevnega reda, potem tako, no. Kaj bo pa oni minus delali, kaj? Prosim? Kaj bo pa delali minus s 1.11? Dajmo na korespondenčno sejo, pa ča, ne?
Dajmo umakniti se nagreda, da ste rekli, da to ni problem, prosmešna seja, pa čau, z ciljem, da se ne podraži. Dajmo ne zdaj, bomo sprijeli, pa bomo isto objavljali, pa čakali. Do 1.11. ne spelemo niti korespondenčne seje, če hočemo tole uskladiti. Jaz predlagam, da sprejmemo takšni obliki, kot je, damo soglasje k dvigu cene, o strukturi te subvencije, kaj pomeni ta subvencija strani občine, pa se v najkrajšnjem možnem času o tem poenotimo, res pretehtamo, primerjave naredimo, ker očitno je premalo podatkov bilo in jih tudi zdaj nimamo. Zdaj lahko debatiramo 2 dni, pa ne bomo vedeli, kaj je tista prava mera. Tule mi je pa pokazala, da je to z 2 evra pa 10 na mesec za enega uporabnika. Če ima poprično 14 ur. Če ima 14 ur, to kar imajo. Vse se pogovarjamo o zneskih, pa še to je, se strinjam, za marsikoga veliko, ampak služba tudi ne more z minusom poslovati zdaj. Tako da predlagam, da damo soglasje k ceni socialno-varstvene storitve pomočno družini na domu, hkrati pa v najkrajšnjem možnem času pripravimo pregled in da povišamo tisti delež subvencije strani proračuna. Kdo je za takšen sklep? Kdo je za? Štirinajst za, proti? 5 proti. Hvala lepa, ugotavljam, da je sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve sprejet. Prehajamo na, hvala lepa poročevalki. Tako kot je sklep bil. Ne, celoti, tako je bilo. Kak? Ja, kak je pa sklep? Kak je sklep? Za oboje je sklep, ne? Kaj se zdaj gremo? Če bomo debatirali naprej. Vredi. Prehajamo na 7. točko. To je, samo malo še prosim, predlog bomo malo počakali, da se umirimo, to je tako kot v osnovni šoli včasih. Lahko nadaljujem? Lahko. Prehajamo na 7. točko, to je predlog sklepa o odpisu terjatev iz naslova najemnin za neprofitna stanovanja. Uvodno predstavitev bodo opravili Tina Kaukler in pa Tanja Orlačnik iz stanovanjskega podjetja Konjice. Hvala za besedo, gospod župan. Na podlagi odloka o proračunu občine Slovenske Konjice za leto 2017 lahko župan odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 500 evrov, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve oziroma če je dolg neizterljiv. Glede na to, da predlagamo odpis terjatev v skupni višini 33.524,10 evra iz naslova zapadlih in neplačanih najemnin pri dolžnikih, ki so imeli oziroma imajo v najemu neprofitno stanovanje in kjer so bila, kot je bilo ugotovljeno strani upravnika, izčrpana vsa izvršilna sredstva in se je ugotovilo, da terjatve ni mogoče izterjati, je pristojen občinski svet. Najnižja terjatev znaša 37,70 evra, najvišja pa 12.576,71 evra. Skupno pa gre za 13 dolžnikov. Dolžnik z najvišjim dolgom je bil deložiran, 4 so se izselili oziroma izpraznili predmetno stanovanje, 2 dolžnika sta umrla, 1 dolžnik je bil preseljen v starejše stanovanje z nižjo najemnino in obratovalnimi stroški, za 2 dolžnika pa je sodišče izdalo pravnomočen sklep o končanju postopka osebnega stečaja z odpustom obveznosti, kar pomeni, da dolžnik ne razpolaga z nobenim premoženjem, stečajna masa iz tega razloga pa ni bila oblikovana. V skladu z mnenjem informacijskega pooblaščenca vam lahko posredujemo samo statistične podatke, medtem ko podatkov o imenih in priimkih pa žal ne moremo posredovati. To bi bilo na kratko z moje strani. Hvala. Hvala. Še Tanja, je potrebno? Mogoče potrebno. Ok, hvala. Odbor za finance in premoženje, gospod Stane Frim, prosim za mnenje odbora k predlaganemu sklepu. Odbor je obravnaval predlog in predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o soglasju stanovanjskemu podjetju za odpis terjatev iz naslova neizterljivih
najemnin neprofitnih stanovanj v skupni višini 33.524 evrov. Hvala. Še statutarno-pravna komisija. Komisija potrjuje in predlaga občinskemu svetu sprejem sklepa o odpisu terjatev z naslova najemnin. Hvala. Odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni razprave, zato predlagam občinskemu svetu, da sprejme sklep o odpisu terjatev iz naslova najemnin za neprofitna stanovanja. Kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je pri prisotnosti 20 sklep soglasno sprejet. Hvala lepa poročevalkama. Mi pa prehajamo na 8. točko, kjer se bomo malo razgibali, to je izvolitev predstavnikov v volilno telo, tako imenovanih elektorjev za volitve člana državnega sveta. Imamo eno tako posebno nalogo, namreč glasovanje mora biti tajno in menda po predpisih je predvideno, da je predsedujoči v volilni komisiji. Rabim še pa 2 člana v to komisijo in bi predlagal magistrica Ksenija Klamfer pa Stanka Kolarja. Smo za? Predlagam, da najprej imenujemo komisijo za tajno glasovanje. V sestavi Ksenija Klamfer, Stanko Kolar pa jaz kot predsedujoči. Kdo je za takšno komisijo? Hvala lepa. Soglasno sprejeto. Takole bi rekli, rabimo enih 5 minut, da pripravimo, da se komisija tule vsede, da škatlo prinesemo, potem pa mogoče 10 minut, 5 minut, tako da smo lahko 20 do 9 je razglasitev rezultatov, do takrat pač prekinemo to sejo in nadaljujemo po tistem, ko bomo lahko prebrali rezultate. Mojca bom prosil, da prinese škatlo, pa seznam rabimo, ne? Ja, hvala lepa tole. To se pravi, Državna volilna komisija je pač pozvala občine, ne, da na podlagi zakona in pa lastnih pravil predlagajo oziroma izvolijo predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta, v nadaljevanju elektorjev in pa seveda člana državnega sveta. To se pravi, kvije si opravil formalne postopke, to se pravi, pozval je svetniške skupine in do roka so prišli predlogi in sicer 3 za elektorje, to se pravi, gospa Brečko Nežika, Hren Slavko in pa Peter Koren. Za svetnika državnega pa ni bilo. To se pravi, naša naloga je bila, da predlaga občinskemu svetu naslednje, da na osnovi zakona pripravi vrstni red po abecednem vrstnem redu in volitve bodo tajne, tako kot je že bilo rečeno, in po tudi časovnici, ki je bila predlagana, in tudi tajne. In pred nami je to opravilo, kaj več pa ni zapovedati. Hvala lepa. Hvala. Razprava? Odpiram razpravo. Gospod Štefanič? Mene zanima, zakaj ti 3, so bili predlagani, ne smejo vedeti, da bomo tudi mi za nje glasovali. To bo pravno vprašanje. Se vem. Hvala. Nič, pa prekinjamo, pa gremo na volitve. Lahko ugotovimo, da smo pri 8. točki današnje seje opravili glasovanje. Razdeljenih je bilo 21 glasovnic, oddanih 21, neveljavna 1, od veljavnih pa 20. In sicer so kandidati dobili naslednje število glasov: Slavko Hren 19, Peter Koren 15,
pa Nežika Pavlič Brečko 15. Ugotavljam, da so vsi trije potrjeni oziroma izvoljeni za elektorje, tako da dam zapisnik tja, ne vem, kam mora iti, imamo ga. Na komisijo v Celje. Ok, hvala. Prehajamo pa na 9. točko, to je najprej vprašanje in pobude. Najprej bi napovedal naslednjo sejo, predvidoma bo to četrtek 30. november ob 18. uri. Prehajamo na zimski čas ob 18. uri in po verjetnosti zopet gor ali tu? Gor, na Trebniku. Planinsko društvo Slovenske Konjice vabi na proslavo ob 90-letnici društva, ki bo jutri ob 18. uri v Domu kulture. Tradicionalno martinovanje 11. novembra, sobota ob 15. uri pri kleti Zlatega griča. Proračun zaradi tega, ker smo ta sklic današnje seje naredili zaradi lovljenja roka za te elektorje, bo do konc meseca poslan predlog proračuna za naslednje leto, bomo poslali po pošti, tako da bomo lahko obravnave na odborih naredili v novembru in prvo branje opravili na 29. seji konec novembra, tako da še vedno lovimo ta timing. Nekaj pojasnil dodatnih glede na vprašanja sem še dolžen povedati. Bilo je vprašanje okrog zasedenosti Trebnika. Na dvorcu Trebnik je oddanih, celo v procentih je napisano, 91% poslovnih prostorov. Za restauracijo s kuhnjo in pa za mansardni del bo sklenjena v kratkem pogodba, ampak jo že štejemo, kot da je oddano. Postopki so namreč zaključeni in pa pogodbe v usklajevanju, sklenjene pa, se pravi veljavnost pa bo 1.11.2017. Nezasedena sta v tem trenutku samo še dva prostora, in sicer en prostor v prvi etaži, ki je najemnica dala odpoved, in pa spodaj kavarniški del v Pretičju. Okrog poslovnika smo rekli, da statut je bil prvi obravnavi potrjen, se pravi lahko pričakujemo drugo branje statuta, sprememb statuta in pa tudi poslovnik na naslednji seji. Vprašanje stavbne pravice Vrtec Stepanje v času, ko ste imeli odbore, še pogodba ni bila sklenjena. Mislim, da je bilo 11. oktobra smo potem sklenili sporazum o predčasnem prenehanju stavbne pravice brez plačila nadomestila, tako kot smo se pogovarjali. Skupen znesek, ki zajema neodplačane najemnine, stroške prenehanja pogodbenega razmerja, naprimer pripravo in pa sestavo pogodb, stroški postopka za izdajo soglasja banke, vse skupaj se je nabralo na skupen znesek 196.482 evrov. Prvi obrok bo plačilo 30.11. letos 65.000, razlika pa do 30. aprila v naslednjem letu. Preostalih 130, slabih 131.000 evrov. In pa v bistvu ni kaj drugega, razen iz uprave so mi še povedali, da je bila dokumentacija za tisto pisno vprašanje oziroma zahtevo gospoda Štromajerja, da je bila odločba izdana 2.10., ker gre za celoten postopek. Menda je bilo včeraj vročeno vsem udeležencem. Danes smo 18. tu meni piše 18.10., da je bilo vročeno vsem, se pravi po roku 15 dni, če ne bo pritožbe, bo pa svetniku tudi predložena dokumentacija, namreč ne gre nič tako kar po domače, kot imamo včasih predstavo in nihče nič ne skriva. Vsi ostali predpisi, ki pa so bili navedeni v poročilu kot poslani, so bili pa objavljeni v Uradnem listu številka 56 z dne 13.10.2017. Toliko z moje strani, pa dajem vam besedo za vprašanje in pobude. Gospod Štromajer. Izogib kakšnim nejasnostim ali pa prerekanju, kdo je kako glasoval, kdo je kaj naredil, predlagam, da se po novem kot prilogo zapisnika vodi tudi seznam
poimensko, kako je kdo glasoval. To je normalna praksa tako v državnem zboru, kot na drugih občinah, se pravi, da se točno ve za predlog sklepa številka 1, pri tej točki je bil rezultat glasovanja 15 za, 10 proti, za so glasovali Jernej, Špela, Mateja, Andrej, proti so glasovali Marko, Uroš, whatever. Ne. Z vidika zagotavljanja transparentnosti in pa kakršnih koli nejasnosti, mislim, da bi takšna priloga k vsakemu posameznemu glasovanju, to je list papirja, ki se sam poklika, dvenih stroškov ni, zagotovo pripomogla k povečanju transparentnosti in pa accountability, se pravi odgovornosti, osebne odgovornosti vsake posameznika, ki tukaj tako ali drugače dvigne kartonček. Prosim, če se to začne upoštevati. Predvidevam, da je to stvar poslovnika. Ni stvar poslovnika, stvar politične kulture. V poslovniku se ne to napiše. Super, lahko tudi še poslovnik napišemo. Gospa Milena Poklič-Brečko. Veseli, da je Trebnik se polni, me pa zanima, kaj bo z osrednjo stavbo Trebnika, kakor vem, invalidsko podjetje Mercatorjevo se umika, se zapira, da se bo tudi tam spraznilo, že to, da se bo zaprlo, je za naš turizem velik udarec. Ja, dosedanji najemnik je dal namero, da s 1. oziroma 31.12. preneha z dejavnostjo na tem mestu. Smo pa v pogovorih kar z 2-3 potencialnimi novimi najemniki, ki pa seveda se morajo dogovoriti tudi za odkup opreme in pa zalog od sedanjega najemnika. To, da stvari se premikajo, seveda nekega velikega navdušenja ni, ampak vseeno, so pa interesenti, tako da upamo na najboljš, da ne bo umestnega praznega prostora. Ne. Še kdo je zapisal kaj? Gospod Štefanič. Jaz bi predlagal, da bi vsi poročevalci, na primer danes jih je bilo nekaj, kadar gre za take dosti občutljive teme, pridejo z dosti dobrimi analizami. Tukaj smo pogrešali cel kup podatkov, na podlagi katerih bi se lažje odločali, lažje tudi našli rešitve, predloge, kako stvari rešiti. Kaj to manjka. Malo bom še hodoben. V tem dnevnem redu sem pogrešal točko obnova stadiona in participacija občine. To pa ne razumem. Ne, bodo razumeli tam čez. Namreč hočem reči to, da ko bo tukaj govor o tem, bo verjetno hitro bodo roke letele v zrak, ampak ve se katera. Mislim, ne razumem potrebe po razpravi zdaj. Proračun je bil sprejet. Ni, to je samo kar tako navršeno. Prav. Sploh ne. Prav. Še želi kdo postaviti vprašanje, dati pobudo? Če ne, se vam zahvaljujem za sodelovanje in zaključujem našo sejo. Se vidimo, če ne prej 30. novembra.